Zbiralna akcija za 8-letnega Jako Škofa iz Ribnice, ki ima redko bolezen Dušenovo mišično distrofijo, je začasno prekinjena. Po 3 primerih akutne odpovedi jeter, ki so se končala s smrtjo, je Ameriška agencija za zdravila proizvajalca zdravila Elevidis, s katerim bi zdravili tudi Jako, pozvala, naj začasno ustavi dobave. To zdravilo je sicer pred kratkim dobil 8-letni Matic iz Škofje Loke. Evropska agencija pa je medtem ponovno zavrnila odobritev tega zdravila, saj meni, da učinkovitost zdravljenja z njim v primerjavi s placebom ni pokazala večje razlike. Tjaša Dugolin. Dobra 2 meseca sta minila, odkar je Matic na Floridi dobil zdravilo Elevidis. Hvala vsem, da ste mi pomagali priti do zdravila. Počuti se odlično, pravi dečkova mama, začetnih pričakovanih stranskih učinkov, kot sta vročina in bruhanje, ni imel. Potem je pa tudi so pričakovani stranski encimi, je pa nekolikšen porast teh jeternih encimov, kar se pri Maticu zgodilo. Smo pa imeli srečo, da ni šlo preko prekomernih mej, tako da se dali samo malo s povišanjem doze kortikosteroidov vse to urediti in so tudi zdaj vse te vrednosti že padle, tako da je iz hujšega ven. Zdravniki ga spremljajo enkrat na teden. Če bo šlo še naprej vse gladko, se bosta iz Amerike vrnila v drugi polovici avgusta. Se v 3 mesecih itak še ne pričakuje nekega napredka. Potem je pa znano, so pričakovanja, da najmanj kar je, da bo vzdrževal stanje oziroma da bo prišlo tudi do izboljšav. Elevidis so čez lužo odobrili pred 2 letoma in z njim so doslej zdravili 900 otrok. Po 3 smrtnih primerih so bile ustavljene vse klinične raziskave po svetu, pred dnevi sta mu rdečo luč prižgala še 2 regulatorja. Ameriška agencija za zdravila je začasno ustavila distribucijo. Smo pa dobili tudi mnenje Agencije za zdravila v Evropi, ki je ugotovila, da zdravilo ni dovolj varno in učinkovito, da bi ga lahko odobrila. Kar pa ni zamajalo zaupanja Matičeve mame, ker da so bili možni stranski učinki znani že prej, učinkovitost pa da dokazujejo številne študije. Če niso v taki situaciji, ko imaš takega otroka, so tveganja, zavestno greš v to, veš tudi, mi smo že pred tem vedeli, da to tveganje obstaja, ampak enostavno je bila to za Matica edina možnost. Otrokom, ki so zdravilo že prejeli, se sicer ne bo zgodilo nič hudega in bodo ustrezno spremljeni, miri dr. Osredkar. Lahko se izkaže, da na kratek rok ni učinka, da mogoče na dolgi rok pa vendarle se bo nek učinek pokazal, ki bo naredil razliko med zdravljenimi in nezdravljenimi. Premalo časa še preteklo, povsod po svetu, od prvih otrok, ki so bili zdravljeni s tem zdravilom do danes. Dokler varnost in učinkovitost nista povsem jasni, pa ni smiselno, da bi z Elevidisom zdravili nove otroke, dodaja. Mislimo, da v bistvu bi otroke prej spravljali v neko nevarno situacijo, če bi jih zdravili s tem zdravilom, bi jim onemogočili potencialna bolj učinkovita zdravljenja. Zato mi zelo svetujemo zbiranje denarja za zdravljenje z zdravilom Elevidis. Akcija je namreč do nedavnega potekala za 8-letnega Jako Škofa. Da bom lažje hodil po stopnicah, pa tekel bom lažje, pa kolesaril. A dokler se zadeve ne razčistijo in raziščejo vse možnosti, ne morejo povedati, kako naprej, nam je po telefonu povedal njegov oče. Bolnikom je sicer v Sloveniji na voljo vse, kar je odobreno v Evropi, tudi nov steroid z manj stranskimi učinki, do konca leta pa po besedah Osredkarja pričakujejo še eno zdravilo, ki pomembno upočasni napredovanje Dušenove mišične distrofije.